kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni, spremlja me najšami poti. Nekaterim leta res ne morejo do živega in prav vesela sem, da bomo nekaj besed spregovorili z zlatim glasom Slovenije Alfijem Nipičem. Alfi, najprej iskrene čestitke ob vašem rojstnem dnevu. Ja, najlepša hvala za tisto prej, pa jaz vsakemu rečem, veš, jaz imam tudi špego doma, ne? In povsem normalno, da vsi gremo v isto smer in hvala Bogu, vsi lahko rečemo, dokler nas zdravje služi, lahko še delamo tisto, kar delamo z dušo in telesom. Alfi, glede na več kot 50-letno kariero, 70. rojstni dan, te kdaj glas pustil na cedilu? Ne, to se pa moram zahvaliti, to mi je bilo dano in moram reči, da tudi v vseh 20 letih, kar smo pri Avsenikih, da me nikoli ni pustil glas na cedilo in kljub temu, da smo imeli največ 21 dni koncertno turnejo in to na mesec in to leta in leta, sem imel nekje tudi mogoče težave zaradi vročine, kaj takega, ampak to sem vse nekako prešvical, kot rečemo, in lahko rečem, da ni niti ena preditev odpadla zaradi mene, ali pa da sem se nekako opravičiti, da ne morem zaradi bolezni ali pa zaradi glasu. Pa je ostala kakšna želja neizpolnjena v zvezi z glasbo ali pa privat življenje? Da moram reči, da se nisem nikoli predstavljal, da se bom ukvarjal profesionalno z glasbo 50 let, to moram iskreno povedati. In ne vem, vse želje so mi bile, lahko rečem, izpolnjene in prevandal sem lep del sveta, katerega sploh ne bi videl, če se ne bi ukvarjal z glasbo. Bil sem 7-krat v Ameriki, Kanadi, bil sem 2-krat v Avstraliji, prevandral sem vso Evropo z Avseniki, tako da, če se ne bi ukvarjal z glasbo, vse tega ne bi videl in zato, če se ozrem nazaj, pa vse pogledam slike, ki jih imam, kaj jaz vem, 2 zavoja, pa vse te posnetke, z Avseniki sem posnel okrog 270 skladbic v nemškem jeziku in seveda tudi potem naknadno v slovenskem. Potem še posnel sem okrog 70 skladbic svojih, ki jih kot avtor sam sem posnel z svojimi glasbeniki, ki sem jih osnoval, mislim, ansambl po 1990. Lahko rečem, da sem nekje zadovoljen v duši in srcu, da mi je to uspelo in tudi, če bi mogel jutri nehati, mi ne bo težko, zato ker moje sanje so se uresničile takrat po srednji tekstilni šoli. Sem nekje mogoče imel malce v mislih, da bi se ukvarjal profesionalno z glasbo, ampak da mi bo uspela pa se 50 let tudi živeti od tega, mislim, skratka, da je bil tam moj profesionalen poklic, tega si pa nisem predstavljal, zato sem hvaležen za vsa ta leta in kot pravim, tudi če bi mogel zdaj nehati, mi ne bo nikoli žal, da sem se začel s tem ukvarjati. Če bi se še enkrat začel ukvarjati, sigurno bi se z to isto stvarjo začel ukvarjati, profesionalno z glasbo in bil čisto predan samo glasbi, nobenim drugim poklicu. Glede na to, kot si rekel, da si prevandral skoraj celi svet, če ne bi živel v Sloveniji, katera država, kateri kraj ti je tudi zelo pri srcu? Veš, to pa jaz vedno rad rečem. Vse posod je lepo, ampak doma je najlepše. Jaz kjerkoli sem bil, pa ne bo to daleč stran, kot sem že prej omenil, Avstralija, Kanada, Amerika, po vsej Evropi, sem bil vedno vesel in avto je kar sam vedno bolj hiter bil proti domu. Najlepše je doma, med svojimi najdražjimi, med svojimi prijatelji in med svojimi starimi ulicami mojega Maribora. Glede na 70. rojstni dan je zagotovo že čas, da bi postavil kako muzejsko sobo, spominsko sobo, kjer bi razstavil vse te medalje, vsa priznanja, vse plošče, da bi si jih lahko gledali tudi ostali. No, saj nekaj jih je tudi v Avsenikovem muzeju v Begunjah, ampak vseeno, Alfi si tudi zasluži muzej. No, imam ogromno tega materiala, ker sem ve nekako zbiral vse te spomine, mislim v slikah, v nagradah in mogoče bo tudi da to nastalo. Zdaj, na primer, se pripravljam na moj koncert, ki ga bom imel z svojimi prijatelji v Kopru 10. oktobra. Tam bodo mladi Avseniki, potem bo tudi Helena Blagne, Sixpack Čikur, s katerim zadnje čase veliko sodelujemo. In moram reči, da se že kar veselim zdaj par minut po tem nastopu tukaj v Bad Gleichenbergu tega datuma, torej 10. oktobra v Kopru,
ki mi izredno pomaga tudi Radio Koper in sem zelo vesel, skratka, zelo hvaležen te radijski postaje, glasbenim urednikom seveda in vsem, ki bodo pomagali za ta koncert, ker praktično sem jaz 5. decembra 1962 ravno profesionalno začel v Kopru in vesel sem, da bom zdaj naredil tudi tam en malo večji koncert. Še nekaj me zanima, kako kaj tvoj vrat, a še gre? Ja, veš kaj, tu pa jaz vedno pravim, da imam še vedno kuglager od Fičota. Potem sem presedlal na 101, zato imam lahko tudi to varianto, ne? Ampak zdaj mi še samo mislim na to stran pa še malo vadim, ne? Na to stran pa mi gre malo težje. Vem, da tiho spiš, naj pade tisoče cvetov na najine, na vse poti, tam, kjer si jutraj šla. Boš ti, tam, kjer si jutraj šla.